Slovenci rekorderji po prižigu sveč na prebivalca. Popularizacija ekološkega kmetovanja. Imate dobro poslovno idejo? Dober večer, lepo pozdravljeni v novicah. V dneh pred in med 1. novembrskim praznikom Dneva vseh svetih Slovenci na pokopališčih prižgemo mnogo preveč sveč. Letno pa kar 4500 ton, kar znaša dobra 2 kg na prebivalca. To nas uvršča na prvo mesto v Evropi. Novomeška komunala na približno 60 pokopališčih že 3 leta ločeno zbira odpadne nagrobne sveče. Tako da v vseh teh 3 letih količina seveda narašča, verjetno tudi zaradi neke postopnega uvajanja, zbiranja. Bodimo optimistični in recimo, da se ta trend nekako umirja, ustavlja ta rast in upajmo, da bo za prihodnje se zadeva nekako obrnila in da bo resnično kakšna svečka prižgana manj. Lani so od januarja do oktobra zbrali približno 60 ton odpadnih sveč. Letos v tem obdobju približno enako količino, dodaja Štukelj. Do konca leta se bo tako nabralo okoli 80 ton. Večja pokopališča je potrebno skrbeti pogosteje, manjša nekoliko manj. Količina se znatno poveča v tem predprazničnem obdobju, teden, 14 dni, morda tudi že sam oktober, se nekako zaznava povečanje količin, potem seveda po prazniku pa lahko uporabimo izraz dobesedno vrejo te odpadne nagrobne sveče iz pokopališč. Delavci komunale jih pripeljejo v zbirno-reciklažni center, nato jih prepustijo zbirateljem in predelovalcem. V glavnem so sveče se dajo predelati, seveda vosek absolutno kot čisto reciklirni material, pokrovčki in pa tudi lončki od samih sveč. Tako da predelava je zagotovljena. Ljudje sicer v zadnjih letih ne posegajo bolj po ekoloških svečah, ampak celo po baterijskih, ki so neustrezen nadomestek klasične parafinske sveče in še bolj onesnažujejo okolje, dodaja Štukelj. Ena od nalog Združenja za ekološko kmetovanje je tudi popularizacija sonaravnega kmetovanja. Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine se je tako število kmetov v kontroli od lani povečalo z 250 na 286, kar je nad slovenskim povprečjem. Tako beležijo 15% porast ekoloških kmetov glede na lansko leto, kar je posledica povečanja dejavnosti. Pa tudi stimulativnega ukrepa države, ki daje kmetom, ki se odločijo za ekološko pridelavo, v prvih 2 letih celo višje podpore kot ekološkim kmetom, ker ne morejo v tem času prodajati z blagovno znamko. Pridelek je po prvih letih pomembno nižji. Na Dolenjskem, še posebej občini Mirna Peč, je močno razvita govedoreja. Prireja mleka je na primer predvsem konvencionalna. V bistvu v preteklosti tudi ni bilo neke velike možnosti, da bi recimo prodajali ekološko mleko ali pa mleko prirejeno na ekološki način. Zaradi tega, ker praktično v preteklosti nismo imeli kakšnih mlekarn, ki bi to mleko odkupovali. Zdaj so se te zadeve spremenile, imamo mlekarno, ki je zainteresirana, da bi odkupila to mleko. S tem je nakazana možnost tudi za ekološko prirejo mleka. Sicer pa Bevc izpostavlja tudi druge možnosti ekološkega kmetovanja v živinoreji. Zdaj najbolj poznana je ta reja krav dojilj, ker gre pač za ekološko prirejo mesa. Na seminarju o možnostih ekološkega kmetovanja v Mirni Peči so sicer predstavili tudi ekološko kmetijo Kastelic kot primer dobre prakse. Iz intenzivne živinoreje so se preusmerili v ekološko kmetovanje, danes pa je njihova osnovna panoga sadjarstvo. Problem je, organizem sam kemijskih snovi ne prepozna v telesu in so kontrareakcije, pa so bolezni, stresi, vse sorte pride. To je prepričanje, ki jo imam. V bistvu cela družina živi na ta način in vidimo, da je to. Z novo finančno perspektivo naj bi sicer povečali podporo za sonaravno pridelavo, kar naj bi med drugim vodilo tudi k manjšim podnebnim spremembam. Da bi spodbudili podjetništvo, podjetniške ideje posameznikov, ki za njihovo uresničitev morda potrebujejo le nekaj spodbude in pravih usmeritev, so se v podjetniškem inkubatorju v Podbrezniku odločili za delavnico za preverjanje poslovne ideje. In rezultat prve sta dobri poslovni ideji. S pomočjo cikla 5 delavnic so udeležencem pomagali ideje, ki so jih imeli zgolj v mislih, razviti do te stopnje, da so v naslednjem koraku že uresničljive v praksi.
Dejansko cilj teh delavnic je, da skozi praktične primere vsak podjetnik preizkusi svojo podjetniško idejo. Poslušatelj izvaja svojo idejo. To niso tipične delavnice, to so dejansko treningi. Ti sebe treniraš in svojo idejo preverjaš, kako jo dejansko spraviti v življenje. Na prvi delavnici je to preverjalo 14 slušateljev, na koncu sta ostala 2, ki sta mentorjem predstavila svoji poslovni ideji. To cedilo, to sito je dejansko na eni strani kruto, na drugi strani pa spodbudno, kajti realna poslovna ideja, ki pade na trdna tla, ki seveda pride do realizacije, je lahko vzor in motiv za ostale. Mentori imajo v svetu podjetništva ogromno izkušenj, njihova vloga je tako izjemno pomembna. Ti postavljate pravo vprašanje, ne? In zdaj, če si ti nek podjetnik, bodoči podjetnik, da boš razvil svoj posel, moraš biti pripravljen, da te ta vprašanja ne ubijajo, ne? Oziroma da te ne potolčejo, ne? Ampak se moraš to vzeti kot izziv in potem naprej. Ne? Se pravi, ti dajo omejitve, ti povejo, to pa to je slabo, in te moraš delati in tako naprej. Ne? Zato je v bistvu zelo velika vrednost tega, ne? Da dobiš ti feedback, zato ker pač ti sanjaš doma, recimo. Ne? Velikokrat imajo podjetniki namreč tehnično znanje, manjka pa jim poslovno, ki pa se praktično iz leta v leto spreminja. Recimo ena od stvari, ki je zelo pomembna, je to, da jim nekako poskušamo ubiti v glavo, ne? Da ni toliko pomembno, da imajo perfekten izdelek, ne? Ampak da dejansko čim prej začnejo zadeve tržiti, ne? Zato ker itak ne vejo, kaj je to perfekten izdelek. Ne? To jim lahko povedo le kupci, zato je treba iti z izdelkom čim prej do njih in preveriti, kaj izdelku še manjka, še dodaja Krč. Po uspešnem prvem v inkubatorju že pripravljajo drugi cikel delavnic, ki se začenja 15. novembra. Trebanjski občinski svetniki so sprejeli potrebne dokumente za energetsko sanacijo osnovne šole Trebnje in podružnične šole Šentlovrenc. Pri tem občina Trebnje računa na kohezijska sredstva. V Šentlovrencu naložba bo stala skoraj 260 tisočakov, nameravajo stavbo v celoti obnoviti. Tako od oken, se pravi in fasade, tav, stropov in tudi kar se tiče ostalih notranjih podov. Naložba v Trebnjem, kjer so v preteklosti že zamenjali nekaj oken z energetsko varčnejšimi, pa je ocenjena na dobra 2 milijona evrov. Od tega naj bi šla dobra polovica denarja iz občinskega proračuna. Med drugim nameravajo graditi nov prezračevalni sistem. Telovadnica se zamenja tako ovoj in pa tudi vsa ta te stavbni elementi, se pravi okna pa vrata in pa tudi streha, izolacija. Pri šoli se pa zamenja seveda ovoj in potrebna tista izolacija, ki je na stropu. V obeh šolah načrtujejo tudi vgradnjo kotlov na biomaso. Če bodo na razpisih dobili denar, bodo dela predvidoma stekla v prihodnjem letu, potekala pa naj bi tudi v letu 2014. Še ostajamo v trebanjski občini, kjer so v romskem naselju Hudeje poskrbeli za ureditev uličnega sistema. Gre za projekt ureditev infrastrukture in odkup zemljišč v romskem naselju Hudeje, za katerega je občina pridobila sredstva na razpisu. S tem so zaključili še en del urejanja Hudej, zdaj pa bo na vrsti čistilna naprava, poudarja tamkajšnji župan. Ne samo za Rome, ampak tudi za naselje Blato in Račje selo, kar bo po svoje pravzaprav spet en kamenček v boljši mozaik tudi za romske skupnosti in za okoliške prebivalce. Naložba je sicer stala nekaj manj kot $500 000. Prebivalci Soteske pa so se razveselili novega podpornega zidu okrog pokopališča, ki jim ga je zgradilo Gozdno gospodarstvo Novo mesto v zameno za pomoč občine in sodelovanje krajanov pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Kamnolom Soteska. Skoraj 70-metrski zid je nadomestil starega, ki se je praktično že porušil, zato je naložba pomembna za tamkajšnje krajane. Prejšnji zid je bil zgrajen nekako udarniško, brez strokovnih podlag in je bil zelo načet. Občina je gozdnemu gospodarstvu pomagala pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za sanacijo in razširitev kamnoloma proti severu. Smo z tem prostorskim načrtom pristopili k sanaciji. Vemo, da pa peskokopi se zapirajo, sama sanacija poteka z zapirjanjem, kar pa traje kar en določen čas in da bi ljudje to lažje razumeli oziroma bi tudi kraju nekaj pomagali, smo se odločili potem za ta prispevek tukaj. Nekako smo našli nek skupni jezik, da mi jim bomo pač pomagali pri tem. Vaščani so pristali na to, da bodo še naprej trpeli ta prah in ropot in tako dalje in ostale nevšečnosti, ki jih ta promet povzroča.
V zameno za to jim je podjetje torej uredilo zid, katerega vrednost je bila dobrih 40 tisočakov. Župnija Mirna na Dolenjskem letos obeležuje 150-letnico samostojnosti. 25. oktobra leta 1862 je namreč ljubljanski škof Jernej Vidmar povzdignil tedanji vikariat v samostojno župnijo. V župnijski cerkvi svetega Janeza Krstnika so tako pripravili osrednjo slovesnost sveto mašo, ki jo je daroval novomeški škof monsignor Andrej Glavan. Priprave na samostojno župnijo Mirna so se sicer začele že leta 1620 z ustanovitvijo njenega predhodnika, vikariata. Naša župnijska cerkev je pa mnogo starejša kot sama župnija, saj bomo drugo leto praznovali 750 let, kar je bila omenjena prva cerkev, in pa 550 let, kar so začeli zidati to našo sedanjo župnijsko cerkev. Mirnska župnija po Hladnikovem mnenju živi zaradi vernikov. Zdaj pa vedno bolj spet poskušamo z roko v roki z vsemi drugimi ustanovami, naj se bo to z novo občino, naj bo to s šolo, naj bo s kakšnimi drugimi društvi, se skušamo povezovati, iskati neke določene skupne rešitve, skupne poti, zato ker vsi smo postavljeni za to, da delamo za ljudi, ki so tukaj. Povezovanje pa je pomembno ne le na verskem, ampak tudi na drugih področjih, dodaja. Da vino lahko povezuje, je dokazala aktualna cvičkova princesa Tjaša Metelko, ki je gostila lokalne vinske kraljice iz vse Slovenije. Dogodek je bil namenjen predvsem druženju. Jaz sem se odločila, da lokalnim vinskim kraljicam razkažem tudi našo prelepo Dolenjsko in seveda povabila sem tudi svoje bivše cvičkove princese. Med drugim so se dekleta mudila v vinski kleti Frelih v Šentrupertu, kjer so se poučila o domačih peninah. Ogledale so si tudi tamkajšnjo vinsko klet, v kateri so letos naprešali kar 50 tisoč litrov vina in se sestale z letošnjim ambasadorjem cvička Jožetom Frelihom. V zadnjih dneh je padlo veliko dežja, zato imajo reke, potoki, hudourniki precej višji pretok in večji vodostaj kot običajno. Tudi za ta konec tedna vremenoslovci napovedujejo nove padavine. Pretok Krke se je danes ustalil, a reka še poplavlja v srednjem in spodnjem toku. Nivo bo v prihodnjih dneh nekoliko upadel, ponovno pa naj bi narasel v začetku prihodnjega tedna, pravi Janez Polajnar iz Agencije Republike Slovenije za okolje. In bo v torek, sredo ponovno poplavila zlasti v svojem spodnjem in pa srednjem toku, lahko poplavi tudi na nekoliko širšem območju, kot je to običajno. Poleg reke Krke pa se bodo zvišali tudi vodostaji sedaj že poplavljenih kraških polj, namreč na območju Notranjskega in pa Dolenjskega krasa se bodo v noči z nedelje na ponedeljek padavine okrepile. Gladine že poplavljenih površin se bodo še povečale, prav tako pretoki zalednih voda, ki napajajo Krko. V ponedeljek oziroma v noči z nedelje na ponedeljek bodo narasli predvsem manjši vodotoki na območju zaledja Krke, v torek, sredo, prihodnji teden pa tudi reka Krka, ki bo predvidoma poplavila na nekoliko širšem območju, kot je to običajno. Upamo, da večjih težav vreme ne bo povzročilo in pokvarilo razpoloženja, a zanj lahko največ storite prav sami. Prijeten večer.